Leta 2010 smo odprli razstavo z naslovom Življenje na ulici o brezdomstvu na Slovenskem. S to razstavo smo obeležili Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti in pa dneve evropske kulturne dediščine, ki so bili uglašeni na temo dediščine in pomanjkanja. Razstava je nastala v sodelovanju Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice in njen namen je bil pravzaprav seznaniti širšo javnost s problemi brezdomstva in nekako porušiti stereotipne predstave, ki jih imajo ljudje o brezdomnih. Soavtorica razstave je bila Luna Jurančič-Šribar, strokovna sodelavka Društva Kralji ulice, sicer pa so tudi številni drugi člani Društva Kralji ulice, med njimi tudi brezdomni, sodelovali pri nastajanju te razstave. Na razstavi predstavljeni objekt Žicar je umetniški projekt kiparja Saša Sedlačka, s katerim je želel avtor opozoriti na prisotnost vse večjega števila revnih ljudi na svetu. S to skulpturo je pravzaprav potoval po Ameriki, Japonskem, po velikem delu Evrope in je preverjal, kako ljudje odreagirajo na takšen pripomoček. S tem umetniškim projektom je želel opozoriti tudi na odnos, ki ga imajo lahko ljudje do marginalnih skupin in potem raje komunicirajo z nekim takim posrednikom in mu dajo denar, kot da bi dali denar neposredno, na primer brezdomcem. Je pa ta skulptura last KD Group in so nam jo prijazno posodili za potrebe razstave. Baze so prostori, kjer si brezdomni uredijo svoje začasno bivališče, tam hranijo svoje stvari ali tam bivajo le določen del dneva. In s pomočjo brezdomcev iz Društva Kralji ulice smo postavili tudi bazo. Vse predmete so prinesli iz realne baze, kjer spi eden od brezdomcev in so potem tukaj bazo tudi sami postavili, takšno, kot jih poznajo sami iz svojih izkušenj v času življenja na ulici. V uvodnem delu razstave skušamo definirati, kdo je pravzaprav brezdomec, brezdomka in kaj je brezdomstvo. V zvezi z definiranjem brezdomstva skušamo publiko opozoriti na to, da tukaj ne gre samo za fizično brezdomstvo, skratka življenje brez strehe nad glavo, ampak gre tukaj tudi za številne izključenosti iz socialnega življenja in tudi brez tega občutka pripadnosti neki skupini ljudi, kjer je človek sprejet, ljubljen in tako naprej. Poleg definicije brezdomstva pa želimo opozoriti, da gre pri brezdomstvu pravzaprav za univerzalen človeški pojav, ki ga srečujemo povsod po svetu, seveda z nekoliko različnimi razlogi in tudi z različnimi pogledi na to in različnimi reševanji te tematike. Na razstavi želimo opozoriti tudi na to, da je bila pravzaprav neka določena skrb za ubožne in brezdomne ljudi na Slovenskem prisotna ves čas. Podobno kot danes je šlo tudi v preteklosti za neke organizirane načine skrbi za uboge in brezdomne, kot tudi za neorganizirane v smislu raznih pomoči, ki so jih posamezniki nudili ubožnim in brezdomnim. Na Slovenskem so v preteklosti nekako skrbeli in nadzorovali število beračev, ki so prihajali v mesta.
Tako so v večjih mestih, tako tudi v Ljubljani, vsem beračem, ki so bili iz mesta oziroma so v mestu bivali že dalj časa, prišili na njihovo obleko takole beraško značko in s to beraško značko so imeli pravzaprav pravico do beračenja. Sicer pa so imeli v mestu zaposlene tudi posebne mestne uslužbence, tako imenovane beraške strahove, ki so pač skrbeli, da se število beračev ni preveč povečalo in so tudi tuje berače izganjali iz mesta. Potem kot eno od načinov tega beračenja omenjamo tudi popotne berače. To so bili berači, ki so se premikali iz kraja v kraj, obiskovali so večje sejme, žegnanja, romarske kraje, skratka mesta, kjer so bili ljudje bolj radodarni. No, sicer pa so bili ljudje radodarni v zvezi z berači tudi v božično-novoletnem času in pa v velikonočnem času. Ti berači pa so bili pomembni tudi z vidika prenašanja raznih novic iz kraja v kraj. Nekateri so bili zelo dobri pripovedovalci, glasbeniki, skratka, ti berači so imeli pač tudi to nekakšno vlogo povezovanja in prenašanja informacij iz kraja v kraj. Nekateri so poznali celo preproste načine zdravljenja, ki so jih prav tako prenašali. Za potrebe razstave smo zbrali tudi nekatere fraze in reke povezane z berači, kot je na primer priti na beraško palico, priti na beraški boben. Iz starejšega časopisja pa smo izbrali tudi nekaj krajših člankov na temo beračev. Iz zbirk Slovenskega etnografskega muzeja predstavljamo na razstavi kipec berača iz druge tretjine 19. stoletja in pa podobice z upodobitvami svete Ane in svete Elizabete, ki sta veljali za zavetnici ubogih pri nas. Na razstavi predstavljamo brezdomstvo na Slovenskem danes in sicer skušamo nekako najti razloge, zakaj je prišlo od 90. let 20. stoletja do povečanega števila brezdomnih pri nas. Potem pač ugotavljamo, da pravzaprav ne vemo natančno, koliko brezdomcev živi trenutno na Slovenskem, predvsem zato, ker gre za vidno brezdomstvo, ki ga pač vidimo na ulici, in tisto skrito brezdomstvo, ki ga težko prepoznavamo. Za Ljubljano velja, da naj bi bilo tukaj okoli 400 do 500 tako imenovanih vidnih brezdomcev in brezdomk, teh skritih pa naj bi bilo še okoli 200 do 300. Skratka, predstavljamo razloge za brezdomstvo, potem pa želimo publiko nekako seznaniti z vsakdanjimi težavami, s katerimi se pa srečujejo brezdomni, a ne. To je pač za nas brezdomne so stvari, ki jih nekako živimo in so same po sebi umevne, a ne. V primeru brezdomcev pa gre lahko za probleme, kot so pač, da nimajo prostora, kjer lahko spijo, nimajo prostora, kjer lahko hranijo svoje stvari, težave imajo s pridobivanjem pač hrane, denarja, nimajo nekega svojega intimnega prostora. Pogosto je brezdomstvo povezano z problemom alkoholizma, uživanja drog, nimajo kje vzdrževati svoje osebne higiene, zaradi pač življenja na ulici je njihovo zdravstveno stanje slabše, pogosto tudi nimajo zdravstvenega zavarovanja. Skratka, tukaj je vrsta težav, s katerimi se srečujejo. V nadaljevanju razstave želimo predstaviti poglavitne ustanove, ki skrbijo pri nas za brezdomne. Tukaj gre predvsem za Karitas, Rdeči križ
in pa občinske centre za socialno delo. Tako da smo za potrebe razstave smo zbrali podatke o vseh zavetiščih, ki pač skrbijo za brezdomne na Slovenskem. In tukajle pa smo predstavili še pač Pladenj, Krožnik in Žlico iz zavetišča za brezdomce na Poljanski cesti v Ljubljani. Znotraj te predstavitve ustanov, ki podpirajo brezdomne, pa še posebej predstavljamo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. To društvo deluje v Ljubljani in je primer dobre prakse v zvezi s podporo brezdomnim. Torej pri Društvu Kralji ulice ne gre za, bom rekla, zagotavljanje teh osnovnih človeških potreb, temveč delujejo na temu, da bi nekako te brezdomne zopet aktivirali in jih ponovno vključili pač v socialno okolje. Znotraj Društva Kralji ulice poteka več projektov. Najbolj so prepoznavni po časopisu Kralji ulice. To je časopis, ki ga pač brezdomni prodajajo po ljubljanskih ulicah in s tem pridejo do legitimnega zaslužka in pomembna je ta prodaja tudi zato, ker imajo potem stike z ljudmi. Potem pomemben projekt je najprej stanovanje, torej to društvo na željo brezdomnih pač tudi poskrbi za njihovo nastanitev. Potem naslednji pomemben projekt je Univerza pod zvezdami. Znotraj tega projekta delujejo razna izobraževanja, potem znotraj tega projekta deluje tudi gledališka skupina, potem zelo pomembne so tudi njihove športne aktivnosti. In pa med pomembnimi projekti pa naj omenimo še trgovino Stara Roba Nova Raba. Tukaj gre za primer socialnega podjetništva, kjer pač brezdomni v trgovini prodajajo predmete, ki so jih darovali razni ljudje in pač s tem poskrbijo za del svojega zaslužka in pa tudi z ekološkega vidika gre tukaj pač za recikliranje predmetov, ki bi jih sicer ljudje zavrgli. V tej vitrini predstavljamo nekaj pokalov in kolajn, ki jih je dobila športna sekcija Društva Kralji ulice. S to vitrino želimo pač opozoriti tudi na dejstvo, da so raziskave po svetu pokazale, da je šport zelo močen element za ponovno integracijo pač brezdomnih ljudi v okolje. Cestni časopis Kralji ulice je začel izhajati leta 2005 in to je pravzaprav prvi cestni časopis, ki je začel izhajati pri nas. Za ta časopis je značilno, da so brezdomci niso samo prodajalci tega časopisa, ampak so tudi avtorji številnih člankov in ta časopis je odigral zelo pomembno vlogo, da je postala pač ta problematika brezdomstva nekako bolj vidna in je pač tudi zelo pomemben vir dohodkov za brezdomce in pa tudi za njihovo pač komuniciranje z drugimi ljudmi v Ljubljani, kjer se ta časopis prodaja. V tejle vitrini predstavljamo najprej publikacije, ki so povezane z raziskovanjem brezdomstva na Slovenskem. Tukaj gre predvsem za dva avtorja, to sta Bojan Dekleva in Špela Razpotnik, ki sta pred nekaj leti začela raziskovati brezdomstvo v Ljubljani. Potem pa predstavljamo še informativno gradivo pač ustanov, ki skrbijo za brezdomne, to je predvsem Karitas in Rdeči križ in pa centri za socialno delo. V teh dveh vitrinah pa predstavljamo cestne časopise iz vsega sveta.
Prvi cestni časopis je izšel leta 1972 v Portlandu, potem leta 1989 so izdali prvi cestni časopis v New Yorku, v Evropi pa so začeli izhajati cestni časopisi leta 1991. Tako da v eni vitrini pač predstavljamo cestne časopise iz Evrope, v drugi vitrini pa cestne časopise iz ostalih kontinentov in v bistvu ti izdajalci cestnih časopisov imajo tudi svoje združenje in tudi pač svoje letna srečanja. Skratka, kar je skupno vsem tem cestnim časopisom, je to, da pač osveščajo javnost v zvezi z brezdomstvom in skušajo pač spodbujati med ljudmi neko občutljivost do teh marginaliziranih skupin ljudi. Na razstavi smo želeli predstaviti tudi nekatere, bom rekla, osebne izkušnje z brezdomstvom in smo pač našli nekaj oseb, ki so bile pripravljene povedati neko svojo kratko življenjsko zgodbo v zvezi z življenjem na ulici. V tejle vitrini predstavljamo življenjsko zgodbo Marjana Horvata, ki ga je med brezdomce pač pripeljal alkohol in ima kar nekaj let izkušenj z življenjem na ulici, potem pa se je ozdravil alkoholizma, postal je zbiralec, zbira znamke, podobice, kovance, svinčnike, še vedno pa prodaja kralje ulice, ki mu pač pomenijo pač nek element, s pomočjo katerega vzpostavlja stike s svojimi strankami, ki pač pri njemu redno kupujejo ta časopis. Tukaj predstavljamo Mareta Ceglarja. On je živel na cesti približno 8 let. Trenutno je zaposlen na društvu Kralji ulice, ima pa pač zelo močne te pesniške talente, ki jih pač izraža v časopisu Kralji ulice. Na razstavi pa smo predstavili njegovo pesem Kam. Tudi gospa Irena Mrhar ima 10 let izkušenj z življenjem na ulici, vendar pa od leta 2010 dela kot prodajalka v trgovini Stara Roba Nova Raba. Znotraj predstavljanja življenjskih zgodb nekaterih brezdomcev predstavljamo tudi kralja Otoneta I. On se med drugim ukvarja tudi z izdelavo modelov barčic in eno od teh barčic tudi predstavljamo. Sicer pa je kralj Otone I. tudi predstavnik Slovenije znotraj Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti. S pomočjo ekrana pa predstavljamo aktivnosti Marka Gorjupa in Primoža Časla, pač dva mlada moža z izkušnjo ulice, ki pa se v zadnjem času precej ukvarjata z videoposnetki, zato smo se z njima dogovorili, da tudi pač to svojo aktivnost pač pokažeta kar preko videa. Na razstavo smo postavili tudi ulično klop, s katero pač želimo opozoriti obiskovalce, kakšno vlogo ima lahko ta klopca v življenju domnih ljudi, ki se tukaj pač lahko sedemo, poklepetamo, medtem ko je to lahko za nekatere brezdomne ljudi pa pravzaprav edini prostor dnevnega in nočnega bivanja. Obiskovalci si lahko na razstavi ogledajo tudi 2 filma. Prvi film ima naslov Marko, in sicer gre za življenjske zgodbe 4 fantov, ki jih druži pač skupno ime in pa življenje pod milim nebom. Drugi film pa ima naslov Renta Žicar, tukaj pa predstavljamo izkušnje brezdomcev, ki so
skulpturo Žicar odpeljali v nakupovalno središče in preverjali, kako se ljudje na tega robota oziroma skulpturo odzivajo. Na razstavi smo želeli poleg pogleda, ki ga imamo domni ljudje na brezdomne, pokazati tudi, kako oni sami pač vidijo in doživljajo svoj položaj. Zato smo na panoje nalepili njihove pesmi, njihove izpovedi, v glavnem pa gre pač za prispevke, ki so jih sicer objavili v časopisu Kralji ulice. Pri nastajanju razstave so pač sodelovali številni brezdomci, nekateri so nam posodili svoje predmete, pomagali so nam pri postavljanju razstave, nekateri so za potrebe razstave pač prispevali svoje fotografije in vse sodelujoče smo pač napisali tudi na kolofon razstave. Brezdomne smo vključili tudi na odprtje razstave. Bili so govorci na razstavi, eden od njih pa je prispeval svojo glasbeno točko. Moram reči, da je bil odziv brezdomcev na razstavo pač zelo dober. Prišli so v velikem številu, tako brezdomci iz Ljubljane, pripeljali so jih celo iz Maribora in Kranja. In z razstavo so bili zelo zadovoljni, zato pač ocenjujemo, da je imela razstava pač je odigrala kar pomembno vlogo v smislu pač osveščanja ljudi pač o brezdomstvu in položaju teh ljudi, hkrati pa je imela nek spodbudni vpliv tudi na brezdomce same.